26. septembra smo obeležili Evropski dan jezikov in ravno na ta dan je začela delovati tudi mreža učiteljev slovenskega znakovnega jezika, namenjena učiteljem in inštruktorjem ter izvajalcem tečajev slovenskega znakovnega jezika z namenom, da se poenotijo v načinih poučevanja slednjega, saj je v javnosti vse več zanimanja zanj. Mreža učiteljev slovenskega znakovnega jezika vključuje vse tiste, ki se srečujejo in poučujejo znakovni jezik. V tej skupini imamo profesorje, ki poučujejo znakovni jezik na fakulteti, učitelje, ki poučujejo tečaje znakovnega jezika. Imamo učitelje iz šolskih centrov za gluhe, kjer učijo tudi znakovni jezik in tudi, bodoče inštruktorje slovenskega znakovnega jezika. Tudi skupina je zelo široka. Interesi, potrebe so različni. Dogovorili smo se, da se bomo redno srečavali, izmenjavali informacije in tudi se usposabljali drug drugega. Prva tema srečanja učiteljev je bila posvečena izbirnemu predmetu slovenskega znakovnega jezika. Pregledali smo učni načrt, pogledali smo, kateri so lahko izvajalci tega predmeta in tudi, se pogovorili, da bomo predlagali Ministrstvu za šolstvo nekatere izboljšave. Najbolj pa si želimo, da bi se med vsemi šolami ponudila ta možnost izbire in da bi gluhi otroci pravzaprav se odločili in učili znakovni jezik. Sama sem se tega sestanka udeležila zato, ker tudi poučujem znakovni jezik na osnovni šoli Ivana Roba v Šempetru pri Gorici, ki se je v tem šolskem letu odločila, da bo ta predmet ponudila svojim učencem. Te učenci, ki se zdaj učijo znakovnega jezika, so mogoče bodoči frizerji, morda bo kdo medicinska sestra, morda kdo zdravnik. In če ne drugega, bodo znali pozdraviti v znakovnem jeziku, bodo znali vprašati nekoga, kako si, bodo vedeli, da je potrebno pogledati v obraz, in bodo znali te osnove komunikacije z gluhimi. Za gluhe in naglušne v Ljubljani, kot tolmač v integraciji. Na tej dveh šolah, na osnovni in srednji šoli, smo že veliko naredili za promocijo slovenskega znakovnega jezika. Zdaj smo še toliko bolj veseli, ker je tudi potrjen izbirni predmet slovenski znakovni jezik. Prej smo imeli samo kot del interesne dejavnosti, zdaj pa to tudi izbirni predmet in verjamem, da bo to pripomoglo k širitvi in prepoznavanju slovenskega znakovnega jezika. Tema naslednjega srečanja mreže učiteljev slovenskega znakovnega jezika bo, kako izbirni predmet slovenski znakovni jezik poučevati v osnovni šoli.